Danes je bila opravljena 18. skupščina delniške družbe Perutnine Ptuj, na kateri je bilo 93% delniškega kapitala prisotno in pravzaprav so vsi sklepi uprave izglasovani. Sklep o dokapitalizaciji je bil izglasovan z 69,7%, razrešnica uprave nadzornega sveta 98,8%, imenovanje revizora poslovno leto 12 99,9% in pa seznanitev skupščine za vsebino revizije z 88,1%. Predstavniki malih delničarjev so vložili spodbojko tudi na ta sklep in na sklep delitve dividende. Noben drug delničar ni vložil takšnega predloga. Sicer smo se v združenju zavzemali za delitev dividend, ki pa ni bila izglasovana. Tokrat tudi na presenečenje manjšinski delničarji niso podprli delitve dividend v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki smo ga izpeljali v sodelovanju z družbo, kakor v zadnjih 7 letih, številnih drugih primerih uglednih slovenskih družb, tudi tokrat v kontekstu Evropskega združenja delničarjev, programa Eurovote, ki je podprt strani Evropske komisije. Ob tem so delničarji oddali pooblastila, kjer so se lahko neposredno opredelili do vsakega od vprašanj. Drug za mene pomemben dogodek je bil ta, da smo danes ugotovili, da je seveda zelo pomembno in da je tudi koristno za vse akterje, za vse delničarje, da tudi če prisostvujejo in če so seveda tisti, ki zbirajo pooblastila od majhnih delničarjev, za to verificirani, to znajo, to obvladajo in imajo seveda na osnovi tega velike izkušnje. VZMD je takšen, ki to seveda zna, ki je internacionalno povezan in seveda na tej zgodbi izredno dobro in koristno lahko motivira in zbere majhne delničarje. To se je tudi danes pokazalo in se tudi pokazalo v tej aktivnosti, ki jo Perutnina skupaj z vašim društvom upravlja. V teh dnevih, 2-3 dni nazaj, je prišlo tudi na mojo elektronsko pošto anonimno sporočilo, ki je prikazalo, da je gospod Simon Toplak na 3 poštnih nakaznicah nakazal približno 2800 oziroma 2900 evrov, na vsaki okrog 990, z MDS-u, Društvo malih delničarjev, z namenom, da bi glasovali usklajeno na skupščini delniške družbe. Jaz sem to gospodu Toplaku pokazal, bil silno frapiran in presenečen, on mi je zagotovil in jaz moram reči, da tudi verjamem, da te aktivnosti z njegove strani ni. Me pa seveda izredno preseneča, da se v današnjem času, v tem trenutku na takšen način nekdo loteva takšnih dogodkov, ki seveda ne nazadnje škodijo reputaciji mene, gospoda Simona Toplaka in pa verjetno tudi Društvo malih delničarjev in skuša seveda v ta prostor vnesti nekaj nesigurnosti, nemira in ne vem še kaj, ampak moram reči, da je to stvar, ki jo seveda uprava si nikoli ne bi privoščila, si nikoli ni privoščila, to je izpod vseh nivojev, ki jih mi v poslovnem svetu razumemo, poznamo in seveda upam, da se bo razkrilo in razčistilo, kdo je za tem stal. Prepričan sem pa, da seveda to ne vodi nikamor in to ni koristno za nobenega od akterjev. Na drugi strani pa seveda moram reči, da je pa pomembno in to tudi bi želel in sem želel danes povedati vsem delničarjem, da je pa krucialno, da seveda se pogledajo stvari za nazaj, kar je posebno revizija napravila, ampak najpomembneje je gledati naprej in da je krucialno v tem, da je družba Perutnina Ptuj in skupina Perutnina Ptuj vendar v tem prostoru najpomembnejši tovrstni proizvajalec tovrstnih produktov in da ima pomembno vlogo za 4000 zaposlenih in zadružnikov, to se pravi nekaj več kot 12 000 ljudi v družinah in da je to seveda ekonomska kategorija, ki lahko silno v tem prostoru škodi, če bi se za takšnim sistemom, kot je Perutnina, kaj dogodilo. Zato seveda bo moj apel zmeraj in odprta komunikacija z lastniki, z deležniki, ki bodo želeli imeti še kakšne dodatne informacije, da se oglasijo pri meni ali pa pri mojih kolegih v upravi ali pa v direkciji in seveda na ta način prediskutiramo, preverimo tudi stvari, ki jim mogoče niso dovolj jasne ali pa jih mogoče nekateri nismo ali pa niso znali prav in dovolj dobro interpretirati.